Kako si lahko še z drugega zornega kota razlagamo te čustvene izpade? To, ko ima nekdo ta outburst, pač čustva kar nekako vrejo na dan, ta oseba je čisto izgubila stik s sabo, so pač ven iz sebe, ne. In ne vem, mogoče kričijo, nas obtožujejo, ne vem, krilijo z rokami, so vsi rdeči, tam penijo, tolčejo po mizi. Skratka, zelo en tak emergency se dogaja, ne. Kako lahko na to gledamo, ne da bi jih recimo obsojali, ne da bi se jim podrejali, še posebej recimo govorim, če smo v kakšni poziciji, v službeni poziciji in to nadrejena oseba recimo izgubi stik s sabo in nas potem obtožuje, mogoče nas celo grozi, ne. Kako lahko ohranjamo stik s tako osebo, če si seveda želimo, in kaj se dejansko dogaja? Kako lahko gledamo na tako osebo ali na tako situacijo z nekega drugega zornega kota? Kot prvo spet eno zavedanje tega, da to, kar se dogaja v tej osebi, pač ta čustveni izbruh, da to nima nobene veze z nami. Tudi če so oni zelo prepričljivi, če nas tule obtožujejo, če nam grozijo, če nas hočejo prepričati, da imajo oni zdaj ta izpad zaradi nas, da nekako ohranjamo zavedanje, da to nima nobene veze z nami. Seveda jih v tej situaciji nima nobenega smisla, da jih skušamo prepričati ali pa v karkoli pregovoriti, ampak bolj, da lahko opazujemo tega človeka, kot da je tule zdaj neka življenjska energija, vrelec življenjske energije, ki nekako bruha ven na dan. Se pravi, gre za veliko verjetno enega čustvenega dogajanja v telesu, ki jih ta oseba ne uspe tega sprocesirati. Nima toliko enega zavedanja, moči notranje, da bi uspela te občutke, te čustve se jih zavedati in jih preobraziti ali pa na drugačen način izraziti. In to enostavno pač sam bruha ven kot en avtopilot. Ja? In da se zavedamo, da verjetno, ne, če ta oseba tako na glas govori in kriči, da verjetno je nekaj zelo dragocenega v tistem trenutku, ki je ogroženo pri njih. Nekaj zelo dragocenega, kar si oni v bistvu skušajo s takim načinom govorjenja, s takim načinom komunikacije, oni skušajo zadovoljiti določeno svojo potrebo. Se pravi, lahko imamo ta dvojni fokus poslušanja, mogoče ne dajemo toliko pozornosti tem besedam, ki jih govorijo, ampak skušamo bolj se povezati, čakaj, kakšni so mogoče ti občutki zdaj tule prisotni, kaj je tisto, kar je njim zares dragoceno. In to seveda v taki situaciji najboljše, da počnemo v tišini, sami pri sebi. In to nam bo pomagalo mogoče, da se lažje povežemo s to osebo, če seveda želimo, ne. Nikakor ne zagovarjam takega načina vedenja, ne pravim, da je prav ali da je narobe, ali da moramo imeti nujno stik s tako osebo. Lahko pa imamo, ali pa meni se verjetno dostikrat se znajdemo v življenju tudi v kakšni taki situaciji, ne. In kaj to še pomeni, kako lahko še neko dodatna razlaga recimo, ne, kaj se tule točno dogaja. Meni je zelo zanimivo, tako kot ljudje hodimo vsak dan odvajati vodo in blato, pač gremo lulat in kakat, ne, nekako, kot da smo pozabili, da se to odvajanje lahko dogaja tudi na tem čustvenem nivoju. Ja? In kako lahko to vzamemo kot nekaj v bistvu naravnega? Zakaj se ne bi začeli v bistvu tega zavedati, da je to tudi potrebno, da je potrebno tak nakopičen stres, potlačene emocije, mogoče, ne vem, vsak dan doživimo ogromno triggerjev, stresa, kakšne stvari, imamo neke želje, neka hrepenenja, ki niso slišana in potem to ni izžalovano. In to se vse kopiči v nas. In nismo pa naučeni, da bi dnevno mi to odvajali in sproščali. Zelo malo je poudarka na temu. In pri nenasilni komunikaciji se učimo točno tudi vaj, ko si lahko v bistvu v vsej polnosti dovolimo v tem šakaljem jeziku obtoževanja, ukrivljanja, obsodb, s kričanjem, z raznimi gestikulacijami, se pravi, da se lahko v polnosti izrazimo vsem tem, kar je prisotno, brez nobenih cenzur. Se pravi, obstajajo take vaje, kjer si lahko to dovolimo narediti in imamo celo podporo druge osebe in obenem tudi ohranjamo neko integriteto, ohranjamo neko spoštovanje in integriteto. Se pravi, tega ne naredimo na nekem mogoče javnem prostoru oziroma do neke osebe, ne da bi jo za to opozorili, ali pa se te triggerji ne zgodijo med nekim sestankom ali pa med nekim nedeljskim kosilom, ne, ampak enostavno ne vnašamo več enega zavedanja in prevzemanja odgovornosti za to našo čustveno nablako in potem enostavno, ko se tega ogromno nabere, lahko enostavno rečemo, wow, zdaj je pa fajn, da jaz to odvedem, da grem nekako čustveno se pokakati, kakorkoli se to smešno sliši, ne. In zato grem lahko se odmaknemo v nek prostor, grem v naravo, mogoče prosim kakšnega
trenerja, partnerja, prijatelja, da mi pri tem pomaga, da mi pri tem mogoče prisluhne. In potem lahko naredimo sami, zventiliramo vse to ven. Vse to zventiliramo ven, tako kot nam paše, brez cenzure, povemo vse, kar nam leži na duši, na prsih. In zakaj? Zato, da se doživimo to sprostitev. Da doživimo to sprostitev, ker te emocionalne navlake nam je ni treba nositi vsak dan s sabo povsod. Ni nam je treba nositi. Lahko se naučimo odvajati. In kaj nam še to pomaga? Da potem lažje vzpostavimo stik sami s sabo in s tem, kar nam je dejansko pomembno v določeni situaciji in v določenem odnosu.